dobro jutro vsem skupaj, ki se nas zdaj pridružujete. Damjana, dobro jutro tudi tebi, kako si pripotovala? Dobro jutro. Ja, v bistvu tako, kot se iz Štajerske pride v Ljubljano, malo v koloni, ne? Malo v koloni, no, samo da ni bilo hujšega, pa da ni bilo daljšega čakanja. Tako, mi da se že vrsto let poznava, ne, smo ugotovili, prej, ko si mi še želela poslati en dokument, ki ga bomo danes tudi delili, da imamo kar nekaj mojih mailov bivših, a ne imaš na telefonu. Ja, no, je pa zanimivo, da jaz poskus enega, že 20 let. No, tako, evo, da mogoče, ja, različno, nekateri pač malo več menjamo, nekateri pa manj, ampak je fino, da lahko gradiš tudi svojo zgodbo na daljši rok. Tako, jaz mislim, da so večina naših poslušalcev danes že z nami, tako da tudi eno dobro jutro vsem našim poslušalcem. Že kar peta v bistvu hitra znanja. Vsi, predvsem je fino, da ste z nami v živo tisti, ki si želite tudi karkoli našo Damjano vprašati. Damjana se je zelo izčrpno pripravlja, tako da bova res probali tole temo plač obdelati, kar se da celovito in v bistvu zaokroženo. Dobrodošli v hitrih znanjih. Namen naših znanj je, da v 45 minutah ekipa, ki jo sestavljamo predstavniki Ceneta Štuparja, Zveze ljudskih univerz in kadrovske družbe Trenkwalder, ponudimo uvid v trenutno dogajanje na trgu dela, naslovimo različne kadrovske izzive, ki jih dnevno srečujemo pri praksi v našem delu. V bistvu pa, kar se tiče plače, jaz to že kar nekaj let spremljam, da so kar številna vprašanja in kar ena in ista vedno ponavljajo in bom rekla tudi tako nekatere napačne percepcije. Danes bi moral biti z nami tudi magister Bojan Hajdinjak, naš direktor pa se je žal moral opravičiti, tako da v bistvu z menoj Damjana. Začeli so se že na začetku tikati, zato ker se pač že vrsto let poznava in bova to tudi ohranili tekom našega videokasta. Morda tisti, ki še ne poznate Damjane, Damjana Ocvirk, univerzitetna diplomirana ekonomistka, direktorica prodaje v družbi Trenkwalder, vrsto let, kot si omenila, ne? Tako, in pristopa z ogromno izkušnjami na kadrovskem področju, tudi v pogajanjih, upravljanju talentov, poslovnem načrtovanju, HR svetovanju in pa predvsem iskanju strokovnega kadra. Si v bistvu res močna strokovnjakinja na prodaji, potem imaš ogromno znanja v poslovanju, upravljanju, trženju in pa sorodnih poslovnih podpornih storitvah. Pomagaš pa v bistvu podjetjem dosegati njihove cilje s produktivnimi zaposlenimi. Toliko o tebi, v bistvu ogromno enega znanja nakumuliranega, kar pa ni v bistvu danes niti ni nič nenavadnega. Misli pogovor povezujem Sanda Jerman, na Cene Štuparju skrbim za različne izobraževalne, podjetniške in tudi HR projekte. Morda še čisto kratek uvod v današnjo temo. In sicer vsi so danes z nami, ker verjamem, da želimo izvedeti, iz česa je sestavljena plača. Naprimer, če želimo zaposliti osebo, pa nismo prepričani, kakšen bo strošek zaposlitve predstavljalo za naše podjetje, ali pa se zaposlujemo na novo, ne vemo natančno, kakšen plačilni paket nas čaka na drugi strani, ali pa recimo v bistvu v osnovi ne razumemo vseh teh postavk na plačilnih listah. Vsem tem bova danes z Damjano govorili. Malce so že rekli, da imamo ogromno materiala pripravljenega, ampak nič ne de, sprejemamo tudi vaša vprašanja, tako da jih zapišite v klepet. Za uvod bomo pa kar tako pričeli, če lahko Damjana razjasniva te ključne pojme okrog teh terminov pri plači. Vzemiva primer, da je recimo kandidat ali kandidatka izbrana za novo delovno mesto. Kaj sledi tu naprej? Na kaj mora biti pozoren pred zaposlitvijo? Kdaj napoči čas za pogajanje v višini plače? Ja, najprej čestitke kandidatu pa kandidatki, da je bila izbrana. Je pa v bistvu zelo odvisno od podjetja, kakšen pristop ubere pri predstavitvi ponudbe, ne? Včasih izberejo ustno, tudi zelo okvirno, včasih pisno pošljajo po mailu. Ena podjetja pa v bistvu zelo kar strukturirano pristopijo k tej ponudbi in pripravijo pravo ponudbo o zaposlitvi, ali je to offer letter. Določena podjetja pa tudi kar dajo predpogodbo, ne? Torej pogodbo, ki jo bo kasneje delavec podpisal, z vsemi elementi, ki so potrebni pogodbi za zaposlitvi, ne. Tako da, o čem se pa lahko kandidat potem pogaja, ne, v bistvu v marsičem,
tudi vsem pa ne, ker je zelo odvisno, kako v bistvu imamo zakon o delovnih razmerjih, ki določa pač neke minimalne standarde, potem imamo kolektivne pogodbe, nadalje pa so tudi splošni in pa interni akti podjetja, ki potem določajo mogoče določene zadeve še ugodneje za delavca. In so tudi veljajo za vse zaposlene v podjetju in se ne da o njih pogajati. Zdaj, o čem se bo pogajal? Mogoče se res lahko pogaja torej v osnovni bruto plači, nasploh v plačilu za delo, zlasti v tem variabilnem delu. In če je podjetje pač pametno, ne, tudi zaposleno to vse dobro predstavi, da se bolje spoznajo in tudi vidijo in ocenijo, ali so za skupaj. Tudi kandidatu, ko podjetje komunicira svoje interna pravila in standarde, ne, potem pač predstavi uvid v samo kulturo podjetja in pa tudi vrednote. In v bistvu najbolj morata kandidat in pa delodajalec se tukaj ujeti, da bo absolutno, da sploh imata dobro sodelovanje. Ja, kasneje lahko učinkovito sodelovala. Ne? Super. Damjana, omenila si offer letter, tudi pripravili smo v bistvu, si pripravila nam vzorec, pa ga bom jaz zdaj delila in bova malce razčistili pri offer letterju, katere vsebine so, kaj to pomeni, koliko je podoben pogodbi. Takole naši gledalci, oziroma ti, ki so z nami, lahko tole si sedaj že ogledajo. Pa mogoče, če nas prehodiš čez vsebine te ponudbe, pa koliko je zavezujoča pravzaprav, ne? Okay, tukaj imamo primer offer letterja oziroma ponudbe o zaposlitvi. Torej je dvojezično, ne? Tako da lahko res rečemo, da je offer letter. Kaj so obvezne sestavine, oziroma če so na offer letterju vse obvezne sestavine pogodbe, bo ta offer letter tudi zavezujoč. Zdaj mogoče okrog te zavezujočnosti nekaj še tudi povem. Zavezujoč je za delodajalca, pa za kandidata. Okay. Kaj to pomeni recimo v praksi? Ja, v praksi bo to pomenilo, naprimer, da tudi, če bo kandidat podpisal to ponudbo in če potem kasneje ne nastopi dela, ne, to za njega ne bo zavezujoče, da jo mora. Čeprav delodajalci včasih tudi, tukaj nimamo tega primera, ne, vključijo notri v te ponudbe za zaposlitev različne klavzule, ki opredeljujejo tudi penale, ki ga ne bi plačal kandidat, če ne nastopi dela, ampak v bistvu sodno, pa še nimamo prakse, kjer bi tudi podjetje potem lahko iztirjalo takšno penale. Zakaj pa to delodajalci naredijo? Zato, ker so v bistvu ti stroški selekcije in pa potem onboardinga tudi precej visoki. Tukaj ne gre samo za strošek zdravniškega pregleda, predvsem pomeni ta izpad prihodka, ki bi ga imel delodajalec in znaša tam nekje od 3 do 5 kratnika bruto plače delavca. Ne? Po drugi strani, pa če sta torej delodajalec in kandidat podpisala ta ponudbo za zaposlitev, pa je v bistvu za delodajalca zavezujoča, če bo imela vse tele sestavine. Kar pa pomeni, da pač delodajalec bo moral realizirati to zaposlitev. Ne? Spomnim se tudi enega primera, kjer smo ga imeli, ko je naprimer pač, ker je imel kandidat daljši odpovedni rok, so se v podjetju zgodile pač neke spremembe. Ja, ne moš vedeti, ne? Ja, ukinili so delovno mesto in pač kandidat je pač iztekel samo odpovedni rok in je bil brez zaposlitve. Bil je tudi brez nadomestila za brezposelnost, ker je sam podal odpoved in je od tega delodajalca na osnovi te ponudbe za zaposlitev zahteval potem samo zaposlitev oziroma tudi odškodnino, ker je šlo za pogodbo za določen čas, za ves čas te zaposlitve. Ne? Kasneje se je pač delodajalec z njim pogodil za nekaj plač in pa tudi mi v Trenquarterju smo temu kandidatu potem pomagali do zaposlitve. Ne? Se pravi, da je v bistvu to tudi konec koncev neka varovalka za naše kandidate, a ne? Zelo.
zelo. No. Vidim pa, da v bistvu res vse te sestavine so tukaj noter, čisto prav vse je opredeljeno, ne? Če se samo čisto na kratko sprehodiva. Torej, gre za stranke, zelo je pomembno, da se nekje opredeli torej, trajanje pogodbe, tudi okvirni pričetek. To so imeli tamle gor, tako. Ja, potem je seveda plača. Delovni čas, tedenska obveznost, torej polni delovni čas, skrajšan delovni čas, tudi dodatki na to druge bonitete in ugodnosti. Naprimer, definicija bonusa, pač ta variabilni del plače, kdaj in kako bo pripadal, tukaj sicer nimamo. Ni vpisan, je pa v bistvu noter, ne? Se dogovori. Potem pa tudi vse, kaj ostalo pripada delavcu, kaj so dodatne ugodnosti in bonitete, ne? Danes tudi v Ljubljani, predvsem je tudi parkirno mesto. Ja, definitivno. Pomembno. Potem so tukaj lahko mobitel, kakšni so ti stroški uporabe službenega telefona, kakšno nadomestilo za prehrano, seveda tudi letni dopust. Zdaj, če imamo mi v nekem podjetju neko število dni letnega dopusta, ne pomeni, da ga bomo imeli v drugem tudi, ker je to pač odvisno od kam gremo, ne? Gremo in kakšni kolektivni pogodbi in kakšne interne pravila ima to podjetje za dopust. In pa potem v glavnem damo tudi kontaktno osebo, da lahko pač vprašamo, še v bistvu kandidat vpraša dodatna vprašanja in na koncu se potem, ko je znano kandidatu nekje okvirni datum nastopa na delo, tudi potem obe stranki podpišeta, ne. Sicer bi svetovala tudi vsem kandidatom, da načeloma ne podpisujejo pogodbe, preden ne opravijo zdravniškega pregleda za neko delo. Sploh, če je to neko bolj izpostavljeno nekim tveganjem, pa hkrati tudi pač, če imajo kakšne zdravstvene težave, da vedno to preverijo, preden podajo odpoved, ne. Absolutno, ja, da so zaščiteni sami. V bistvu sem pa v prejšnjem tednu prejela že eno vprašanje strani naše poslušalke, gospe Nataše. Ona pa sprašuje nekaj drugega. Na zaposlitvenem razgovoru so ji ponudili zelo nizko bruto plačo, na katero so ji nato dodali dodatke, da bi postala primerna. Razume, da se delodajalec želi izogniti nekaterim davkom, ki jih mora plačati države. Njeno vprašanje pa v bistvu pravzaprav, na kaj vpliva višina bruto plače oziroma zakaj je pomembna njena višina, ali vpliva njena višina kasneje na porodniško, bolniško in pokojnino. No, to vsekakor ne more biti res, da so pač nižjo to izhodiščno osnovno bruto plačo pač ponudili, zaradi tega, ker bi se delodajalec želel izogniti plačilu pač davkov, prispevkov. To vsekakor ne. Sploh, če je bil potem dodal zraven pač popravek tej plači v obliki, ne vem, stimulacije, dodatka, ki je lahko fiksen, variabilen. Zdaj, zlasti, če bi bil ta dodatek vezan pač v nekih procentih, je pa res, da se veže na to osnovno bruto plačo, ne. Kar se pa tiče, ali bo zaradi tega imela pač ta delavka nižjo bolniško, porodniško ali pa potem pokojnino, pa tudi definitivno ne. Tukaj v bistvu na ta nižji znesek bi vplivala samo, če bi se dogovorila s tem delodajalcem, da ji bo dajal denar na roko, ne. Če pa tukaj pride do tega, da ji da denar na roko, ne, pa to pa vsekakor niso plačani prispevki za socialno varnost in se ne vštevajo potem kot osnova ne za obračun bolniške, ne kot osnova porodniške, pa tudi v pokojninsko blagajno nič ne gre za njo. Nič ne gre iz tega, tako. Še eno podvprašanje z njene strani. Ali se kje beleži, če si zaposlen na delovnem mestu, ki zahteva srednješolsko izobrazbo, ima pa visokošolsko? To v bistvu ne vpliva na nič, ne? V bistvu to je mogoče bolj pomembno ravno v javnem sektorju, ker je pač zelo definirani so ti pogoji glede na tarifne razrede, na zahtevano stopnjo izobrazbe in pa potem plačilne razrede, ki so na to vezani, ne.
Sicer pa ima vsak kandidat svobodno voljo, ali bo sprejel delovno mesto, ki je pač nižje rangirano, kot je njegova izobrazba, po drugi strani pa tudi vsak delodajalec ali izbere, kakšnega kandidata izbere za določeno delovno mesto. Naprimer, tukaj je tudi, ko se včasih bojijo delodajalci, če bojo zavrnili enega kandidata, pa sta ta naprimer oba ustrezno izpolnjujeta pogoje, ampak tukaj vedno obstaja še ta svobodna volja, tudi če bo potem pač se sam kandidat, kater pritožil to, lahko pač se izkazuje na osnovi tega, da pač je eden nekako bil po nekih drugih, tudi osebnostnih lastnostih bolj ustrezen njemu. Zdaj, gospodarstvo je zelo tako, da včasih sploh izobrazba ni pomembna, včasih bo... To sem hotela reči, da lahko nekdo v srednjo šolo ima mnogo višjo plačo, kot pa nekdo, ki ima konec koncev že magisterij narejena. Seveda, in tukaj v gospodarstvu ni to zelo tako pomembno. Tako, to je bolj v javni upravi res vezano na plačilo in sploh na pogoje, da lahko nastopiš neko zaposlitev. Omenila si, Damjana, že prej, da je potrebna tudi osnova za izplačilo plače, seveda pogodba o zaposlitvi, brez tega pač tudi izplačati nič ne moremo. A lahko mogoče samo nekaj ključnih sestavin pogodbe o zaposlitvi, ogromno so že pri offer letterju povedali, kaj pa tisto, kar sploh ne sme manjkati, da je pogodba veljavna? Če greva čisto na hitro skozi to. No, če gremo skozi to, kaj so torej zdaj dejansko bistvene sestavine pogodbe. Seveda, prvo sta zopet pogodbeni stranki, kdo zaposluje, kdo se zaposli. Potem je datum pričetka veljavnosti pogodbe. In sicer to v bistvu, to je pač dan, ko delavec nastopi na delo. Včasih je lahko ta dan pričetka tudi definiran z odložnim pogojem. Kaj zdaj to pomeni? Da se šteje pač dejanski dan, ko je pač delavec bo nastopil na delo. In je pa pomembno, da pač pred tem dnevom nastopa kandidat, torej bodoči sodelavec, obvesti delodajalca, namreč dolžnost delodajalca je, da ga prijavi v pokojninsko, invalidsko zavarovanje in zdravstveno zavarovanje, torej en dan pred nastopom na zaposlitev. Drugače, v bistvu je to delo na črno, če se to zgodi kasneje. To in pa hkrati mu mora potem tudi delodajalec v roku 15 dneh dostaviti delavcu, torej temu kandidatu, potem tudi kopijo prijave v sistem. V sistem, torej v zavarovanja. To je to. Potem je tudi zelo pomemben razlog sklenitve pogodbe, zlasti če gre za zaposlitev za določen čas. Zdaj, zakon o delovnih razmerjih predvideva, da se zaposlujemo vse za nedoločen čas. Kolikor pa obstajajo neki razlogi za določen čas, pa ga mora tudi delodajalec zelo dobro argumentirati. Največkrat se pojavljajo tukaj razlogi, kot je začasno povečan obseg dela. Tukaj bi jaz delodajalcem svetovala, da so zelo previdni, ker hitro lahko pride tukaj do veriženja in da sploh tega pogoja ni več. Naprimer, pač na enem delovnem mestu menjujemo delavca, pa je lahko hitro obdobje 2 let, če ni bilo v tem 3 mesec in en dan prekinitve vmes in mogoče, ne vem, tretji delavec je že, bi moral dobiti pogodbo za nedoločen čas, ne več določen. Potem imamo še tudi en razlog, pri katerem pa mogoče je bolj pomembno, da so kandidati previdni. To je na primer sklenitev pogodbe za določen čas, za čas nadomeščanja začasno odsotnega delavca. Tukaj se mora kandidat zavedati, da ko se vrne ta delavec, to preneha, ta pogoj. Ja, mu bo prenehala pogodba in tudi on ostane brez odpravnine. To je taka izjema pri pogodbi določen čas, ko ni potrebno izplačati odpravnine. Zdaj tudi, ne vem, delodajalci so sigurni seznanjeni, da pri vsaki pogodbi za določen čas, ko se ta izteče, in tudi če delavec noče podaljšati, naprimer, tudi če mu je bila ponujena, razen če mu je bila ponujena potem podaljšanje za nedoločen čas, je delavec upravičen do odpravnine, ki v bistvu v prvem letu
zaposlitve pomeni 20% njegove povprečne plače. Ne? Mogoče, Damjana, če te tukaj na tej točki ustavim, dve vprašanji imamo tudi strani publike, že kar zelo zanimivi. In sicer ena se še nanaša na offer letter. Zanima me, ali lahko ponudbo za zaposlitev damo tudi obveznost do izbranega kandidata za stroške izbora, če ne pride na delo oziroma ne pride do podpisa pogodbe o zaposlitvi. To sem ravno prej rekla, da to so omenili, ja, da v bistvu delodajalci to radi vključijo notri, ampak da v bistvu, da boste vi to potem na sodišče šli pa iztožili, je zelo vprašljivo, ne? Ker pač je to vaša dolžnost nekako pač, da vi kot delodajalec ste tukaj pač šibkejša stranka, je tukaj pač kandidat tisti, ki je močnejši in če ne bo nastopil dela, dejansko nič ne morete. Je pa mogoče taka klauzula v takem ponudbi zaposlitev, pač psihološka, moralna zaveza, mogoče bo tudi, ne vem, manj s figo v žepu, ne, ta kandidat podpisal to ponudbo v zaposlitvi, če boste vi imeli to notri, to klauzulo, ne, ker danes je ponudb ogromno in kandidati se dogovarjajo včasih z več delodajalci hkrati in ne vem, potem podpišejo par teh offer letterjev in se odločijo, kdo je ponudil največ, ne. Tako da je moralno, ne pa iztožljivo, no. Super, hvala lepa. Mislim, da se je bilo tole kar dovolj jasno. Naslednje vprašanje. Ali je dovolj, da novi delavec dobi kopijo prijave M1 obrazac, ali je potrebno, da novi delavec še podpiše, da je prejel kopijo prijave? Ja, to pa je v bistvu tako kot, ko bomo še mogoče kasneje o tem govorili, o preplačilni listi. Ja, delodajalec si mora zagotoviti neko potrdilo, da je pač delavcu dostavil to, kar mu v bistvu zakon nalaga, ne? In to je ta kopija prijave. Torej je potrebno, ali jo pošlje pač po pošti s povratnico, ali pa da v bistvu povabi delavca, da podpiše prejem. Kaj pa, če to naredi po mailu? A je dovolj tista povratnica, ki jo dobiš, da je kandidat odprl in pogledal? Je dovolj. Oziroma, zaposleni? Je dovolj? Je dovolj in sicer, sploh če se zagotavlja službeni e-mail, bi to bilo dovolj. Bi bilo to dovolj, super. Da. Neko dokazilo mora imeti. Neko dokazilo. Ok, še eno vprašanje. Ali je v času zaposlitve za čas nadomeščanja za določen čas, za čas nadomeščanja porodniške odsotnosti, ali mora biti v pogodbi naveden datum? Oziroma, kaj je pogoj, da preneha ta zaposlitev, glede na to, da po porodniški odsotnosti zaposleni ponavadi še koristi dopust? To so pa zelo realni primeri, ja. V bistvu v tej, ko je razlog sklenitve, torej nadomeščanja začasno odsotnega delavca, lahko se reče tudi torej za ta materinski in starševski dopust, ni treba določati datumov, ne? In tudi, če še koristi ta delavec potem nadalje dopust in ga še ni nazaj na delu, ne, je še možno uveljavljati ta razlog, ne. Če pa potem, ko se v bistvu delavec dejansko vrne delati, katerega nadomeščal, ne, takrat pa je treba potem, če želimo obdržati tega delavca, skleniti drugo vrsto pogodbe oziroma z drugim razlogom, naprimer, kot je primopredaja dela, ne. Okay, ja, ampak potem se ne izognemo več izplačilu odpravnine, ne. To je potem ta razlika, ne. Ta razlika in ravno to je priletelo vprašanje strani Damjane. Vezano na odpravnino, kdaj jo moramo delavcu izplačati, ali tudi, če je zaposlen za določen čas. To so že prej si že omenila, a ne? Te primere pa izjeme. Ja, zdaj delavcu odpravnino, kdaj ima delavec pravico do odpravnine pri določenem času, jo ima v vsakem izteku pogodbe, pač od začetka, ko je začel delati, pa do izteka pogodbe, če jo le ta ni podaljšal. Zdaj razlog je lahko tudi na njegovi strani ali pa potem na delodajalčevi, razen če je delodajalec mu ponudil pogodbo za nedoločen čas, pa jo je delavec odklonil.
ne? Pri nedoločenem času pa v bistvu strošek odpravnine ne nastopi pač v prvem letu, ga ni, ne? Po enem letu pač je pa potem ima tudi pravico odpravnine. Pa še pri eni zadevi je poskusno delo, ne? Ki je tudi v bistvu obvezna sestavina pogodbe, kolikor ga pač vključimo, ne? Pri poskusnem delu, če je to neuspešno upravljeno, tudi ima delavec pravice do odpravnine, tudi če ima pogodbo za določen čas, ker se tukaj pač ni pač izkazalo za. Jaz zdaj točno teh členov res številčno ne vem, ampak v bistvu se pri poskusnem delu pač se šteje enako, kot če bi bil za nedoločen čas, torej mu ne pripada po tem členu pravica do odpravnine, ne, če ga ni upravil. Nič hudega, če ne veš členov, v bistvu je iz prakse najbolj pomembno, da tako razložiš, da razumemo člen, bomo pa poiskali, kaj ga bomo potrebovali. Ja, v bistvu imamo še eno vprašanje in sicer, kaj pa primer za določen čas, se pravi v bistvu zaposlitev za določen čas zaradi nadomeščanja, ki jo delodajalec želi prekiniti pred vrnitvijo začasnega odsotnega delavca, kako v tem primeru delodajalec izpelje prenehanje v bistvu delovnega razmerja? Tukaj bi pa bilo samo, da bi to izpeljal, če je torej ob sklenitvi pač izdal sklep za spremljanje poskusnega dela in bi lahko prekinil pač to pogodbo na osnovi neuspešno upravljenega poskusnega dela. Druga zadeva bi pa bila, ne, da bi ne bilo več potrebe po tem delu, ne. Po tem delu tukaj bi, čeprav je pa potem pomeni, da v bistvu, ker ta oseba nadomešča delo nekoga, ki je pač na porodniški. Pomeni, da še tistemu človeku zapremo delovno mesto, ki se vrača. In tej osebi pa ne moremo pač ukiniti delovnega mesta, dokler se ne vrne, oziroma še 30 dni potem, ne, zato ker je ona pač varovana kategorija, ne, kot mlada mati. Tako da zdaj, pravnica nisem, ne, tako da nekega eksaktnega odgovora tukaj ne bi dala, kako bi, v bistvu najlažje bi bilo, zdaj, če smo nezadovoljni s to osebo, da je pač to neuspešno poskusno delo. Če so pa ti razlogi poslovni, pa zdaj se ne spomnim, mislim, da smo že imeli tak primer, ampak tudi ne vem točno, kako smo postopali, da smo tega delavca pač prenehali z njim. Sicer mi kot agencija imamo tudi to, da te pogodbe za določen čas sploh ne, mislim, to je taka posebnost v zakonodaji, sploh ne moramo prekinjati, moramo počakati, da iztečejo. Ko na primer pogodbe za nedoločen čas pa lahko prekinjamo, in sicer, ampak iz naših poslovnih razlogov, to pomeni, da če mi temu delavcu ne moremo najti drugega ustreznega dela. Torej pač delodajalci nam, če imamo delavce zaposlene pri nas za nedoločen čas in napotene k našim naročnikom, uporabnikom, lahko kadarkoli odpokličajo te delavce, ne, in potem nam jih vrnejo, mi jih damo na čakanje na delo, iščemo drugo delo, zdaj, če ga najdemo, super, gre drugam, če ne, pa imamo mi ta poslovni razlog, ki ni povezan sploh z razlogom. To je v bistvu nekaj takega. Ja, uporabnika, in to taka neka ugodna rešitev, če je mogoče zdaj tule še vas seznanim, ne, kar je mogoče tudi prednost agencij, pa zakaj agencijsko delo, ne. Tako, super, hvala Damjana. Mogoče, če se zdaj vrneva na najino osnovno, odgovorili smo na do sedaj zastavljena vprašanja. Tako, in sicer, če morda z plačami nadaljujeva, to je tisto, kar je danes glavna tema, pa s pogodbo. Tako, mogoče še pri pogodbi, če imava še kakršnokoli sestavino, ki smo jo pozabili.
ko še kar nekaj. Naprimer, Danes imamo toliko vprašanj, imamo pa samo še 17 minut, če bova točni. No, v bistvu zdaj tako, če na hitro še povzamemo, pa tukaj tudi vezano na plačilo za dela, ne? Ok, bistvena sestavina je tudi naziv delovnega mesta in opis nalog, ne? Potem tudi, ko smo prej rekli, da je pač trajanje delovnega razmerja pa to poskusno delo. Kolikor ga bomo spremljali, je nujno obvezno to upisati tudi v pogodbo za zaposlitvi, ampak to ni dovolj. Naprimer, za poskusno delo je kasneje treba tudi izdati sklep o spremljanju poskusnega dela. Kdo spremlja, kaj se spremlja, da bomo kasneje lahko to odpovedali. Ker če ne brez tega, potem ne moramo nič, ne? Če nimamo teh papirjev upoštevanih. Ja, to je vedno. Potem, naprimer, ena od bistvenih sestavin pogodbe o zaposlitvi je tudi kraj dela. Pa če se tukaj dotaknemo tega, zakaj je pomembno, ne? Zdaj, če ni definiran, gre za sedež delodajalca in pa njegove poslovne enote, podružnice. Včasih pa delodajalci lahko prihranijo, ne? Naprimer pri stroških za službene poti, če definirajo pač kraj dela kot sedež delodajalca, njegove poslovne enote in pa lokacije njihovih poslovnih partnerjev. Aha, to se tudi da. To se tudi da in sicer to pomeni, da ne bo treba plačati po 0,43 evra pač kilometrino na službeni pot, ampak bo se to štela kot pot na delo posameznika, se tudi dostikrat naprimer delavec štarta od doma do stranke. To je res, ja. Sploh pri storitvah, ne. Potem takem lahko se po 0,23 evra obračuna ta kilometrina, ne. Potem pomembno je tudi delovni čas, ne. Potem, ko imamo mi delovni čas, če gre za 40-urni in pa kako je razporejen, ali je 5 dni, to je najbolj običajno 5 dni v tednu, ne, kakšna je ta razporeditev. Če pa skrajšan delovni čas, pa tudi, da je potem, ker v bistvu kasneje, ko je plača definirana, ne, ko je ta osnovna bruto plača definirana, je pomembno, da je pač definirana na delovnik, ne. Zdaj, če je to 20 ur na teden, ta bruto pomeni za 20 ur na teden, ne. Če je za 40 ur, je ta bruto za 40, ne. Pa mogoče glede na to, da ima tako malo časa, ne, šle kar na plačilno listo. Pejva, in sicer, da razčista v bistvu čisto te stvari, a ne, kaj je osnovna bruto plača, kdaj vemo, koliko bomo prejeli na račun, ki imamo zagotovilo, da bo res izplačan, pa bom jaz zdaj kar tole našo plačilno listo, ki si jo ti za nas pripravila kot vzorec, delila, pa se bova kar čez prehodili, pa mogoče čisto za uvod, Damjana, dajva razčistiti bruto, neto. Vem, da veliko ljudi ne loči, kaj je sploh bruto in bruto. Pa to je za pogajanje zelo pomemben, pa kaj je neto, da moraš vedeti, v katerem znesku se pogovarjaš. No, zdaj mogoče tudi v pogodbi, ne, zna biti napisan nek znesek, ne. Zdaj, če poleg njega ne piše, je to bruto ali neto, ne, je to vedno bruto, ne. To je naprimer prva zadeva. Lahko se pa zgodi, da naprimer v ponudbi o zaposlitvi ali pa celo v pogodbi piše, da je ta plača, ki je definirana, da je neto. Tukaj bi pa meni se prižgal alarm, pa bi rekla, no, kakšen neto, kaj pa je zdaj vse v tem netu, ne? Ker plača je res sestavljena iz mnogih če tlele malo pokažem plačilno listo, ne, ta je res ogromno sestavin ima gor, ne. Tlele smo pač, sicer smo rekli, da je plača za marec, ne, pa ni, to je res vzorčni primer, ker smo v bistvu marca ni bilo praznika, pa smo ga tudi tamle obračunali, ne. In nekako smo dali, kaj vse je plača, ne. Tukaj naprimer lahko vidimo, da tamle imamo pač definirano osnovno plačo 1150, ne. Ta plača je tudi pod zdajšnjo veljavno minimalno plačo, ne. Naprimer ta osnovna bruto plača. Ok, če ti lahko še tukaj vskočim. To pa, ko spremljam stvari, ne, mi imamo v bistvu osnovno bruto plačo oziroma minimalno plačo, ampak nekje v nekaterih podjetjih pač ali pa tudi v javnem sektorju so ljudje pod minimalno plačo. Kdo izplača razliko? Delodajalec ali država? Ko se reče, pa mi pa država plača razliko do minimalca. Kdo tukaj to plača? Tukaj je res... Pa zakaj do teh anomalij sploh pride? Zakaj ne začnemo z nulo, a ne? Recimo...
kar iz minimalne. Ne? Tako, minimalna, da bi bil to štart. Ja, no, kdor misli, ne, pa to se ni včasih presenečeno, tudi kak kadrovi, kdaj to misli, ne, da dodatek do minimalne plače da država, ne, to je narobe. Država je predpisala zakon o minimalni plači, kjer nalaga delodajalcu, da mora delavcu zagotoviti najmanj ta znesek minimalne plače. Ne. Zdaj, zakaj pa potem res ne, dajo kar vsem minimalne plače? To pa zato, ker prvo je neka sistematizacija, plačni razredi po kolektivnih pogodbah, ki so tudi nižji, to je prvi razlog. Drugi razlog pa je tudi, ker se potem dodatki, kot jih imamo tam, dodatek za nočno, popoldansko, nedeljsko, minulo delo, pa tudi stimulacija, če je izražena v procentih, ne, se vežejo na to osnovno plačo. In v bistvu delodajalec zopet rečemo prihrani, če izračunava te dodatke iz plače, ki je nižja od minimalne. Hkrati pa daje tudi to razliko, ne, da ne rečemo minimalna plača povzroča uravnilovko. Tukaj pa mogoče ravno zaradi tega, ker so ti dodatki iz nekih nižjih osnov, še vse neke majhne razlike med delavci. Se pravi, če dava čisto plastično, moja plača mesečna znaša recimo temu 80% minimalne plače. In v bistvu vsi te moji dodatki so obračunani na ta dela, ne? Na 80 od minimalne plače. V bistvu takole je, obračunani so od te 80%, ampak je tako, teh 20% pa predstavlja dodatek do minimalne plače in vsi dodatki morajo po tem zakonu v minimalni plači biti nad minimalno plačo. Tako da dobimo najmanj minimalno plačo plus vse dodatke. Torej, če imamo delovno dobo, ki v bistvu zakon pravi, da dodatek na delovno dobo pripada vsakmu, ne, pa je to tudi ena zanimivost, da je lahko tudi ta skoraj enako nič, ne, kadar pač ni s kolektivno pogodbo, kako drugače predpisano, da s kolektivnih pogodb to kar ugodno ureja za delodajalca, če pa je delodajalec na primer v internih aktih zapisal, da je ta dodatek 0,00001%, in da velja samo za stalnost, pa pomeni, da lahko delavec sploh ne v bistvu bo ta minimalni dodatek, ki ga bo dobil. Sam to so bolj izjeme, ampak sem pa že opazila, da tudi podjetja postopajo. Marsikaj vidimo, ja, res je. V glavnem, mogoče dajva še pri plačilni listi omeniti to. Plačilna lista je obvezna in je zato tudi iztožljiva. Kaj to pomeni? Na kaj mora paziti in delodajalec in v bistvu zaposleni? Predvsem gre za to, da delodajalec je obvezen izdati po plačilnem dnevu, torej plačilno listo v pisni obliki, in si tudi zagotoviti, da jo je delavec prejel. Tako kot smo prej. To smo že prej rekli, če dobimo na mail, mora biti kaj, povratnica vklopljena, ali je dovolj samo, da je vročena po elektronski poti? V bistvu o dostavi in pa o branju. Če govorimo tako, oboje. Najboljše je, da ima oboje. Sicer pa podjetja danes za plačilne liste uporabljajo, v bistvu imamo pač te employee portale, ne, v bistvu razne aplikacije za zaposlene portale, kjer ima pač delavec svojo geslo, do katere dostopa, in delodajalec mu tam nalaga pač te plačilne liste. Če mu zagotavlja služben mail, seveda pošlje lahko po službenem mailu, lahko pa celo na osebni mail. Ne. Tukaj pa je zelo pomembno, da ko pošilja tudi na služben mail, da pridobi od delavca soglasje, da se s tem strinja, in potem takem, da bo to plačilno listo, ker gre za osebne in pa občutljive podatke na tej plačilni listi, kot je tudi dohodnina in podobno, da pač
enskriptira dokument oziroma da ga določi za šifro, ki jo pozna pooblaščena oseba delodajalca in sam delavec, da dostopa. Ne. Se pravi, treba kar na nekaj številnih stvari paziti, ne? Se pravi, tukaj se na več zakonov lahko naslanjamo. Še eno vprašanje imamo, preden bomo nadaljevali s plačilno listo. Od katere plače se obračuna nadomestilo za čas bolniške odsotnosti? Verjetno od minimalne, če je osnovna plača nižja od minimalne. Evo, to je pa tisto, kar sem te pa že jaz vmes pozabila vprašati. Ja. Zdaj, no, evo, tukaj pri nadomestilih ne, je pa zelo zanimivo. Ne, delodajalce, mi opažamo, da delodajalci še vedno znajo obračunati nadomestila iz osnovne bruto plače, kar je pa narobe, ker zakon delovnih razmerjih, to pa vem člen, 137. člen pravi, da je potrebno izplačati nadomestila za odsotnost, kot so bolniška, iz povprečja preteklega meseca plače. To pomeni, da imamo notri osnovno bruto plačo plus vsi dodatki, ki jih je delavec prejel. Ne. Tukaj bi, v bistvu, kaj bi tukaj gledali na tejle plačilki, kaj bi bila osnova? Bruto redno delo, ne, 1335,21. Ne. Tukaj, če bi zdaj tule izračunavali, se tudi, ker imamo spodaj pač bolniško, ne, imamo boleznine v breme delodajalca, pa tudi nego, ne, mogoče še tukaj razložim, v čem je razlika. Ja, dajva še to ločiti, ker je razlika. Ne? Ja, razlika, ker pač gre za to, da kaj se upošteva v osnovo. Torej, pri bolniški se plača preteklega meseca, pri prazniku in letnem dopustu pa povprečje bruto zadnjih 3 mesecev. Ne? In kaj se lahko nam zgodi, ne? Da dobi nek delavec dopust, v bistvu bolje plačan, kot pa redno delo. Ne? To pomeni, da je pametno planiral dopust. No, torej, tukaj imamo pa torej tudi razliko, ne, da je pač boleznine v breme delodajalca so tukaj pač višje, no, čeprav je tukaj 16 ur, ampak če delimo z 2, je višje kot pa ta nega, ki je v breme ZZZS. Zakaj to? Zato, ker je pač po zakonu ZZZS pač osnova za izračun preteklo leto. Zato tudi morajo delodajalcev prinesti ta R28 obrazec, kjer pač so predstavljene plače preteklega leta, da so osnova za izračun teh nadomestil. Teh nadomestil, to je pa tisto, ko nastopimo, ko moramo dobiti v bistvu odprej. Ne? Kaj se zgodi, kaj lahko recimo tukaj delavec naredi, če ugotovi, da je imel napačno izračunane te, bom rekla, in boleznino, ne vem, da je vzeta osnovna plača namesto povprečja in tako naprej. Kje so tiste varovalke, ki pa lahko? Najprej moramo itak znati zračunati, ne? Da vemo sploh vse te stvari, kako pa lahko v bistvu delodajalce pridobi to razliko. Pa da ne gre recimo na nož, pa takoj tožba, pa prijava k inšpektorju, pa tako naprej. No, v bistvu vsak, torej delavec, je zelo pametno, da vsak mesec pogleda plačilno listo in si malo preračuna. No. Delodajalcem bi pa tudi rekla, da ko zaposlimo novega delavca in ko ta prejme prvo plačilno listo, da se z njim vzamemo čas in se usedemo in mu v bistvu razložimo, kako smo od vsako postavko izračunali. Ne? S tem si bomo zagotovili, pač, da bo delavec v bistvu zadovoljen, motiviran, da nam ne bo širil slabe volje med ostalimi sodelavci. Ne? Mogoče tukaj, če ti samo še toliko skočim v besedo, ker lahko se nam zgodi, da imate 2 delavca, iste delovne pogoje, na istem delovnem mestu, pa imate razliko v plači in če ona 2 primerjate, zakaj recimo to nastane? Zakaj nastane? Nastane v bistvu zaradi mogoče enih 3 stvari. No? Eno je minulo delo, ne? Potem je naslednja stvar je potem prevoz na delo. Ne? Aha, seveda, Zdaj, lahko imate enega, lahko pa tudi ne, odvisno, kje sta doma.
Pa potem, če imamo kakšne odtegljaje, tlele imamo spodaj, naprimer, Greva pogledat. sindikat, ne. Tako, odtegljaje, Nekdo, ja. en delavec je vključen v sindikat, Eden eden ni. ni. In je neto plačilo že imate lahko za ta znesek različen. Zaradi tega tukaj res ne, delavci ne imeti slabe volje, pejte do delodajalca in pač preverite, zakaj je pa zdaj vaše plačilo pač nižje. Sicer pa v Sloveniji ne bi bile plače poslovna skrivnost, Ampak ja, vemo, da pač primerjamo včasih, a ne, Ja, pa rekli, ja. pa se pogovarjamo o tem. Še eno vprašanje imava, plačilne liste. Ali lahko voznikom v kamionu, ki vozijo v tujino, prav tako pošiljamo plačilne liste na e-mail? Vozniki se morajo v tujini večkrat na kontroli izkazati tudi s plačilno listo, predvsem v Avstraliji in Novi Zelandiji. Kaj pa to? Seveda lahko pošiljate plačilne liste na e-mail vedno, samo od delavca Kot smo rekli, prej dovoljenje. Ja, dobite soglasje, da se strinja s takim načinom pošiljanja, ne. Pa potem to šifro si določite, ki je, ne vem, ponavadi si vzamejo ali EMŠO, Davčna je to dostikrat, ja. ali to evidenčno v kadrovski evidenci, ne. Tako, pač super. neko. Se pravi, se da, odlično, hvala lepa. Mogoče še tale del, če ga sam malo razloživa, Damjana, prispevki iz bruto plače delavca, kaj se še vse iznaša. In tukaj smo tudi v bistvu tukaj pri bruto in pa bruto in pa neto. Ne? Ja, zdaj torej te osnove, ko imamo skupni bruto, ne, se potem iz bruta imamo prispevke za socialno varnost delavca in pa akontacijo dohodnine, da dobimo neto. Torej, najprej se obračunajo ti prispevki, ti znašajo za delavca 22,10%, in so namenjeni torej pokojninskemu in invalidskemu zavarovanju, zdravstvenemu zavarovanju, starševskemu varstvu in pa za zaposlovanje. Kar pomeni, no, če bomo rabili kdaj nadomestilo za brezposelnost, da bomo iz tega črpali. Ne? Potem so še pa tukaj prispevki delodajalca, ki pa so različni od tega, za kakšno vrsto pogodbe gre. Ne? Aha, okej. Tukaj je pač, v bistvu zakonodajalec je tukaj, da bi motiviral zaposlovanje za nedoločen čas, je dal, da je prispevek delodajalca, ki gre na to prvo bruto plačo, ne, torej da dobimo drugi bruto, znaša 16,04% za prve 2 leti, po 2 zaposlitve, ne, po 2 letih je pa 16,10. Če pa nekoga zaposlimo za določen čas, ne, je pa v bistvu ta prispevek delodajalca 16,34%. Tako da tukaj tudi lahko delodajalec malo privarčuje. Privarčuje, tako. Se pa seveda delodajalci dostikrat ustrašijo, ne, zaposlovanja za, bom rekla, za nedoločen čas, ker pa to čisto brez potrebe, pač mislijo, kako težko je, bojo dolgi postopki, kakšne nevarnosti, tožbe bodo, ampak mislim, da tukaj ni. Ne, vedno pa lahko nas vprašajo za nasvet, pa jim lahko svetujemo v marsikaterem primeru. No, poglejte, tukaj mi imamo, zdaj, če gledamo skupen strošek breme podjetja, ne, imeli smo osnovno bruto plačo. Lahko le pogledava gor osnovna bruta plača, ne? Je 1335,21. Ja, v bistvu čisto osnovna je bila 1150. Tako pa imamo skupaj bruto, tako, ja, se pravi tukaj zgoraj, ne, ta 1150. Za redno delo imamo 1335, skupaj z, tukaj so še bile nadure obračunane, boleznine, refundacije, pride potem 1578,41, ne. Na račun je delavec dobil z prehrano, ne, ker je bil prisoten 17 dni v mesecu in pa prevozom je potem dobil 1231, delodajalec pa je moral mu dati skoraj 2000, ne? 1988,25 evra. Tako, v bistvu res kar velika razlika, ne? Kaj dejansko
plača delodajalec in kaj dobi delavec. Tako, še 2 vprašanji bova obdelali, potem pa se najin čas v bistvu izteka. Kako je s prevozom? Ali ima lahko podjetje ljudi, ki imajo izplačano kilometrino in ljudi, ki imajo mesečno karto, če prihajajo iz istega kraja? To je prvo vprašanje. A še enkrat preberem? V bistvu ne, je razumljivo. Ja, načeloma v bistvu povračilo prevoza je določeno torej z nekim internim pravilnikom, oziroma prvo je kolektivna pogodba določa, ne, vedno pa lahko bolj ugodno uredimo tudi potem z internim aktom. Načeloma naj bi bili vsi imeli na isti način, ne. V praksi ne, pa je tudi marsikaj. Nekje rečejo, da povračajo javni prevoz, pa nekdo prinese dnevno karto, nekdo mesečno, ne, pa že imamo. Pa je že spet razlika, ne? Razlika. Zdaj bom jaz tukaj rekla, odvisno, kaj nam delavec zagotovi in če imamo mi za to podlago, ne, potem lahko tako izplačamo. Zdaj, tudi ta definicija kraja dela, ne, nekomu, če bomo definirali kraj dela pač na sedežu, potem pač v skladu s kolektivno povračamo dom sedež, ne. Če bo pa na lokacijah in pri poslovnih partnerjih, je pa zopet lahko za vse kilometrina, ne. Ampak tukaj je pa tudi včasih potem, da mora delavec pisati ta nek potni nalog, tudi za tiste poti, ko prihaja v firmo in ko grejo, ampak je povračilo potem pač to nižje, 0,23 kilometra. Super. Evra na kilometer, ja. Drugo vprašanje, če zaposleni imajo v pogodbi zaposliti mesečno karto, 2 tedna koristi dopust, lahko izplačamo samo polovico mesečne karte? Ja. Sicer tukaj zna biti en trik, v bistvu, kako imamo zopet definirano, ne. Zdaj, če imamo, da lahko, ker ponavadi je strošek mesečne karte, se pač deli z dnevi delovne obveznosti in potem za vsak dan bi lahko sorazmerni del namenili. To je čisto, kako v podjetju se določi. In je tudi možno, sicer pa vemo, da obstaja tudi zelo nezadovoljstvo delavcev, ki dejansko kupijo karto, ne, pa potem so imeli strošek s karto, pa so zboleli ali pa so na dopustu, ne. Tukaj najboljše, da se v teh primerih pač dogovorita oziroma da obstaja neko bolj jasno pravilo, kaj se zgodi, če delavec pač, če je prisoten, ne, za polno prisotnost je tako, tudi določena podjetja obračunavajo tako, da poiščejo, kaj je v bistvu ugodneje zdaj za podjetje, ne, da povrnejo, ne, pa je to tudi zopet zapisano v najbolj internem aktu ali pa kolektivni pogodbi. Vem, da trgovinska kar natančno opredeljuje, da tisto, kar je ugodneje. Se na koncu vidiš, da moraš v bistvu pravzaprav skoraj vse dati na papir, ne. In tukaj tudi v bistvu kupe vseh teh stvari in zakonov in členov in tako naprej, ne. Še zadnje vprašanje, potem pa se posloviva. 0,21 evrov na kilometer ali 0,23 evrov na kilometer, pa sprašuje gospa Ana. Razen, če to preveriva. Razen kolektivne pogodbe lahko določajo tudi drugače. To mi govorimo zdaj o nekih 0,23 evra je maksimalni neobdavčen znesek, ki mu ga lahko povrača. Imajo pa še kolektivne pogodbe, na primer ravno trgovinska, ne, ima 0,17, celo 0,15 evra na kilometer, ne. Zdaj, načeloma, če vi v internem aktu zapišete, da povračate službeno pot po 0,02, bi tudi zdržalo, ne. Pač 0,23 evra na kilometer je maksimalen neobdavčen znesek. Se pravi, to je tisto, kar lahko v bistvu podjetje ponudi delavcu na drugi strani, a ne? Ja. Tako, v glavnem bomo, če bo še kakršnokoli vprašanje, bomo pa odgovorili na njim v zahvali. V zahvali boste prejeli tudi posnetek današnje oddaje. Damjana, res hvala za izčrpne informacije. Ogromno si pripravila, kar nekaj še nisva. Ja, pa očitno tale dodatek. Tale dodatek je možno, da prav, ne, da je 0,43 tale dodatek bomo preverili, tako. 0,21. Je prav tako, gospa Tina. Tina, tako. Ja, pravilno imate, jaz sem zelo malo tule
zamešala, pa sem malo napeta. Pa, Nič hudega, lahko bomo to pokrile. tudi še zapisali. Ja, v bistvu široka tema so plače. Še Pogodbo nisva o zaposlitvi nisva niti še do konca. Regresa, Tako, plače. mogoče samo še čisto na kratko, regres, kako je pa v bistvu z določitvijo višine regresa za podjetja? Se to prosto odloči samo, kako? Ja, zopet se odloči na osnovi neke osnove. Zakon prepisuje minimalno plačo, ne, da je pač 1203,36 evra, potem pa lahko kolektivne pogodbe tudi višjega. Ne. Zdaj lahko smo še pa bolj radodarni, ne, pa lahko, ne vem, zaradi tega tudi beremo, eno podjetje namenjajo, ne vem, tudi 3000, 5000 evrov za regres, ne, ampak zgornji neobdavčen znesek za regres neto, ki ga tudi podjetje, če hočejo pač, če so uspešne in želijo pač imeti zadovoljne zaposlene, ki se pohvalijo, da so dobili maksimalni regres, pač uporabljajo, je pa ta povprečna bruto plača, ki pa je v bistvu tudi vsak mesec drugačna, ne? In je tudi odvisno, kakšen regres bo nekdo dobil od meseca, katere se izplačuje. Zelo pogosto izplačuje podjetje, zaradi tega je dosti podjetij že izplačalo, ne, ta regres v bistvu meseca marca, ker je takrat zajeto v to povprečno plačo tudi ta izplačila, ki se vršijo decembra in januarja okrog nagrad, bonusov in se pravi, povezano s tem. In je v bistvu zdaj bi svetovali, da pa če hočemo maksimalno izkoristiti to davčno ugodnost, ne, da pa izplačamo v marcu že celoten regres. Ne. Super, hvala, Damjana. Dobila sem poziv strani Marine, gospe Marine, če lahko naredimo še drugi del. Lahko, mogoče bomo pa v bistvu to temo res nadaljevali tudi v prihodnjem mesecu, pa bomo pregledali, kaj vse niso odgovorili. Pa še kakšne plačne sisteme, pa kako to za uravnilovkami se igrati. Tako malo šle bolj v globino in bomo z ostalimi načrtovanimi temami potem nadaljevali v mesecu juniju, tako v maju pa rečemo plače drugi del. Ja, res je izčrpna tema, Damjana, res hvala, odlična sogovornica, ogromno poznaš tako že s tvojim opisom, kaj vse delaš. Drži, si strokovnjakinja na svojem področju. Če imate kakršnokoli vprašanje za prihodnji del, pa z veseljem na moj mail, ki bo tudi deljen z vami v zahvalnem sporočilu, kakor tudi tale posnetek s številnimi koristnimi informacijami. Najlepša hvala, ker ste bili z nami. Damjana, hvala lepa in naslednji mesec nadaljujeva. Hvala za povabilo, je bilo zelo prijetno. Hvala.